Drage dame, spoštovani gospodje, cenjeni gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na stičišču Save in Sore, med vodami, prek katerih vodijo vsi mogočni mostovi. Majhni, veliki, leseni, betonski, stari in novi. Dobrodošli med ljudmi, ki gradijo mostove, da bi povezali bregova drugega z drugim, da bi povezali preteklost s prihodnostjo, človeka s človekom. Dobrodošli na stičišču 3 mostov in nove brvi v mestnem jedru Medvod, kjer bomo danes počastili prejemnike priznanj občine Medvode in odprli nov most, brv, ki bo povezala nove poti in bo lahko ustvarjala nove stike med ljudmi. Na oder vabim slavnostnega govornika, župana občine Medvode, gospoda Nejca Smoleta. Izvolite. Spoštovani gostje, dragi prijatelji, častni občani občine Medvode, gospa Ivanka Šušteršič, gospod Metod Ferbar, Dušan Brekič, Jože Šilar in Janez Šušteršič. Spoštovani kolegi, podžupan mestne občine Ljubljana, gospod Dejan Crnek, župan Šenčurja, Ciril Kozjek, župan Vodic, Aco Franc Šuštar. Lepo pozdravljen, dragi prijatelj Medvod, Hadrijan Korsi, nekdanji župan Števarjana in zamejski gospodarstvenik, ter spoštovani kolega iz zamejstva, župan občine Sveti Lenart, Antonijo Komunjaro. Draga podžupanja Mojca Murnik, spoštovani člani občinskega sveta, nadzornega odbora, dosedanji in letošnji prejemniki priznanj, odborniki komisij in odborov občinskega sveta, dragi kolegi sodelavci iz občinske uprave, direktorji in sodelavci iz javnih zavodov in podjetij, predsedniki in člani svetov krajevnih ter vaških skupnosti, cenjeni gospodarstveniki, predstavniki društev in organizacij, sorodniki Jakoba Aljaža, dragi zbrani občani. Lepo pozdravljeni na današnji slavnostni seji občinskega sveta občine Medvode o praznovanju našega občinskega praznika v spomin zavetnika Jakoba Aljaža. Pred dnevi sem v poznem popoldnevu, ob premišljevanju povsem drugih zadev, zrl proti otroškemu igrišču pred našo knjižnico. Prav nič posebnega ni bilo, kar ne bi bilo vsakdanje. Starši na klopek in med klepetom opazovanje otrok pri igri. Le da tokrat na igrišču ni bilo videti nobenega otroka. Pogledam malce bolj in vidim, da so delavci, ki so urejali tlakovanje okrog knjižnice, pripeljali velik kup peska, ki bo služil dokončanju del. In na vrhu tega kupa je čepela gruča otrok in se igrala. Brez vseh igrač, preprosto z rokami so preoblikovali vrh kupa v svoje novo kraljestvo. Prav nič posebnega bi lahko rekli, dokler nisem pomislil, poglej to preprostost. Kako drugače od nas bojda odraslih. Odrasli se odločamo, na to modro odločimo, kaj denimo naj otroško igrišče bo. Nato pokličemo projektanta, da po njegovi odrasli logiki zriše igrišče, ki naj bo po možnosti še odraslim očem estetsko všečno. Nato vložimo kupe denarja, da so dobavljena igrala, ki izpolnjujejo 1001 zahtevo in so opremljena s tem in onim certifikatom. Nato pa pridejo otroci in meni nič, tebi nič, igrala samevajo, oni pa zlezajo na kup peska in se na njem zabavajo, kot že dolgo ne. Kakšna primerjava je to, bo kdo zagodrnjal sam pri sebi? A zame je bil dogodek povod za precej premišljevanja. Premišljevanje o tem, ali je pot, ki jo ubira naš odrasli svet, res tista prava. Bi nam morebiti ne koristilo, če bi znali tako kot otroci iz naše birokratsko panjuridizirane skupnosti, v kateri navkljub vsemu temu balastu vse bolj umanjka preprosto občutek osnovne človečnosti, pravičnosti, solidarnosti, bi morebiti tudi nam včasih ne škodilo zlesti na kup peska in enostavno uživati dneve, mesece, upajoč, da tudi leta, ki so nam še odmerjena.
Verjetno bi to enostavnost, preprostost kot družba lahko dosegli le, če bi vsakdo izmed nas najprej opravil veliko inventuro pri sebi in se zavestno trudil živeti po drugačnih načelih. Lansko leto je bilo, gotovo se spomnite, med najbolj sušnimi, kolikor nam seže nazaj spomin. In ne malo kdo se je zaklinjal, da je potrebno z vodo postopati bolj varčno. Nemara je celo sledil navodilom, kako varčevati pri vsakodnevni rabi vode, ki se jih sicer učijo naši otroci v vrtcu. A že po deževju ali dveh smo spet padli v isto rutino, kjer je bleščeč avto pač bolj pomemben od tistih nekaj litrov pitne vode. Ta naša zaklinjanja, da se bomo spremenili, kadar nam gre za nohte, so nam vsem verjetno zelo podobna. Kažejo pa na precejšno nezmožnost prilagajanja, ki po moji oceni z generacijami, ki sedaj počasi nasledujejo generacije, ki se poslavljajo, drsi le še v večji razmah. Tudi zelena preobrazba se zdi vedno bolj zlorabljena skovanka, ki nismo kos niti v izhodiščih. Kako naj sicer razumemo zavzemanje za čisti zrak in zeleno okolje, a v isti sapi zahtevo, da se drevo pred našim blokom požaga, ker se pač laičnemu očesu zdi, da se ob neurjih nevarno nagiba. Kmetijske površine in gozdovi naj se ohranijo, želimo si zelenih vrat glavnega mesta, a v isti sapi dobimo preko 500 pobud za spremembo namembnosti zemljišč. Oprostite moji politični nekorektnosti, ampak to ni le sprenevedanje, to je norčevanje. Javno mnenje v zadnjih letih nas je sicer zdresiralo, da Teslu ne smemo več reči Teslo, a ob tem neprestanem trudu po všečni konkretnosti in korektnosti smo pozabili, da je sprejemanje in vključevanje v družbo sicer edino pravilno, a to le v družbi, ki ima razčiščene osnovne temelje in ima še nepodrto lestvico vrednot. V družbi, kjer se vsak zaveda svoje vloge. Morebiti ta ni vedno najbolj izpostavljena, a vsakdo od nas jo ima. Biti del skupnosti torej najprej prinaša odgovornost. Ko te odgovornosti sprejmemo in jih živimo, takrat se lahko šele pričnejo pričakovanja. In nekaj vem zagotovo. Ljudje, ki tako živijo, ne bodo nikoli svojih ozkih interesov postavili pred skupnost. Da se tega zavedajo, s predanim delom vsakdo na svojem področju, so pokazali naši letošnji nagrajenci. Od tistih, ki so v cvetu mladosti, do tistih, ki za skupnost delate že praktično desetletja. Iskreno in iz srca hvala vam za vse. Vi in še mnogi drugi, ki skupnost živite, ste najboljši garant in včasih tolažba, da bodo vrednote, na katerih je utemeljena sleherna družbena skupnost, preživele tudi čas uničujočega individualizma in egoizma. Spoštovani zbrani, mi vsi smo prav vsak dan pred preizkušnjo, po kateri poti nas bo zaneslo. Bo to pot stalnega nerganja, modrovanja iz varnega zavetja socialnih omrežij, deljenja na svetu o tem, kako bi drugače in bolje, brez da bi se resnično aktivirali in sodelovali in s tem izkusili vso paleto različnosti v družbi ter jo živeli. Upam, da se mi vsi čim večkrat odločimo za drugo pot, za pot otroške preprostosti. Jutranjega nasmeha, ko vidimo tak ali drugačen kup peska, ki ne predstavlja več ovire, ampak nov vir veselja. Pot enostavnosti, na kateri se zavedam, da je moje znanje zelo omejeno in kjer zaupam drugim v družbi, da bodo na svojem področju, pa ne glede na to, kje delujejo, od vzgojiteljice v vrtcu, pismonoše, zdravnice, vodoinstalaterja ali gradbinca, delali pošteno in v dobri veri. Upam, da izberemo pot, kjer bomo tudi zaradi izgrajenih mostov zaupanja proti večeru istega dne mirno sedli, se ozrli nazaj in si prizanesljivo rekli: trudimo se. In ker se trudimo v dobri veri, nam preprosto mora uspeti. In tedaj se bomo zavedali, tudi tako po otroško preprosto, da je imel v resnici najbolj prav naš Jakob Aljaž, ko je rekel: saj ne gre zame, za vse nas, Slovence gre. Hvala.
Najlepša hvala, župan, za vaše navdihujoče besede. Sir Isaac Newton, angleški fizik, matematik, astronom, filozof, ezoterik in alkimist, je nekoč dejal: človek zgradi preveč sten in premalo mostov. Reki se ga prevečkrat zavedamo šele takrat, ko življenje bližnjega mine, nam pa ostane praznina. Zato gradimo nove mostove med ljudmi. Zgradimo jih tudi s poezijo in glasbo. In skladba v izvedbi skupine Metal Steel, ki sledi, je namenjena tistim, ki so šli skozi vrata teme in opomin nam, da sedaj se živi. Fallen Brother, ali v prevodu Padli brat, v izvedbi priznane medvoške metal skupine Metal Steel. Prosim. Can still hear your voice from a distant universe. It echoes through the night. You may be gone, but you'll never be forgotten. Rest now in eternal peace, far beyond the stars. Always present within our weeping hearts. I know you will be watching over us. Fallen brother, sail on through the universe. Fallen brother, may your star forever shine. Fallen brother, sail on through the universe. Fallen brother, your spirit lives on in a broken heart. I can still feel your spirit in the autumn leaves as you sail across the wind. Shine on, brother, may your journey never end. To the angels now your soul is sent. We miss you so, my friend. Always present within our weeping hearts. I know you will be watching over us. Fallen brother, sail on through the universe. Fallen brother, may your star forever shine. Fallen brother, sail on through the universe. Fallen brother, your spirit lives on in a broken heart. Fallen brother, sail on through the universe. Fallen brother, may your star forever shine. Fallen brother, sail on through the universe. Fallen brother, your spirit lives on in a broken heart. Sail on through the universe. Fallen brother, may your star forever shine. Fallen brother, sail on through the universe.
Pesem je most, ki različnosti spaja. Je kot studenec, ki žejo gasi. Sonce, ki gore ledene odtaja. Roža, ki naše življenje krasi. Hvala lepa skupini Metal Steel za ta čuten glasbeni uvod v podelitev priznanj občine Medvode. Na oder pa že vabim predsednika komisije za priznanje občine Medvode, gospoda Romana Verasa, ki nam bo predstavil delo in odločitve komisije. Se mi je zdelo, da je Veras po vašem izrazu. Torej, gospod Roman Veras, izvolite. Spoštovane in spoštovani, dober večer. Lep pozdrav v imenu Komisije za priznanja občine Medvode. Veste, so občanke in občani, ki so in še bistveno prispevajo k kvaliteti življenja v naši občini. Med 7 prejemniki za letošnja občinska priznanja sta kar 2. Oba sta vsa leta lezla na peskovnik in sta na vrhu peskovnika. Dokazujeta, da za ljudi, ki želijo in znajo delati za skupnost, ni ovir in da vedno obstaja pot. Oba odlikuje vztrajnost, potrpljenje in zanos. Ja. Veste, priznanja zaslužijo tukaj, priznanja pa so dobili tudi izven občine, tudi državna. Dejstvo, da pa je kar 5 naslednjih dobitnikov letošnjih priznanj z področja kulture in naše dediščine, pa nikakor ne gre zanemariti. Še premalo se zavedamo, da je dediščina zelo pomembna za ohranjanje in razvijanje narodne in lokalne identitete, saj najdemo v njej svoje korenine, svojo samozavest in svoje bistvo. Da mora biti še bolj cenjena, se dobro zaveda tudi ena od prejemnic letošnjih priznanj, ki želi s svojim delom izobraževati ljudi in jih prepričati, da je naša bogata in raznolika oblačilna dediščina vredna vsega spoštovanja in seveda tudi priznanja. Tudi pri naslednji prejemnici bi lahko vsaj na zunaj zaznali duh naše dediščine. Saj so vsa njena dela močno povezana s socialnim prostorom in lastnimi izkušnjami v njem. Poudarek daje človeški eksistenci, pri tem pa nikoli ne pozabi, da je človek tudi duhovno bitje. Vsako leto združi raznolike umetnike, daleč od umetniških središč, kjer o sodobni umetnosti ni veliko govora na podeželji. Pa naslednji prejemnik priznanj. Ja, veste, kar težko je verjeti, da je lahko mladenič šele pri 16 letih nadpovprečno ustvarjalen, nadarjen, domoljubno razmišljujoč in vsestransko aktiven. Da pri teh letih napiše zgodovinski roman, da je skladatelj, zborovodja, da kar naprej navdušuje z njemu lastno energijo in nas z njo in svojimi novimi deli in idejami vsakič znova in znova srečuje in bogati. No, v našem primeru je tako. Nekaj podobnega bi lahko rekli tudi za glasbeno skupino, ki je začela graditi svojo bazo predvsem mladih oboževalcev in podpornikov v domačem kraju, ter so danes vodilna glasbena skupina, ki z lastno identiteto združuje surovo agresijo z melanholičnimi aranžmaji. Svojo glasbo so manifestirali že na mnogih studijskih albumih, skoraj vseh evropskih državah pa so že tudi nastopali in delili oder z največjimi mednarodnimi skupinami tega žanra. Ustvarjati
in verovati v nekaj, kar je v življenju nevsakdanje, nekaj revolucionarnega, pa biti inovativen in pri izpovedih slediti svojim notranjim prepričanjem, so le nekatere odlike in sposobnosti, ki jih tako rekoč že od malega, kot mlada Medvoščanka poseduje in predstavlja naša naslednja prejemnica občinskega priznanja. Biti v svojih sporočilih provokativen, v njih iskati zgodbe, ki razbijajo tabuje, še posebej vizualne pripovedi o raziskovanju sodobne ženskosti, ter zato prejeti več kot 40 najvišjih priznanj in nagrad, med njimi tudi Evropskega Oskarja, ja, zato pa moraš biti umetnik in zelo, zelo pogumen. In zakaj sem v začetku omenil in poudaril, da je kar 5 od 7 prejemnikov letošnjih priznanj prav z področja kulture, da so prav kulturni dosežki zaznamovali letošnjo podelitev? Zato, ker samo smo lahko zelo, zelo ponosni, da so med nami občani, umetniki, katerih dosežki odmevajo preko naših občinskih meja, širom Slovenije, pa tudi že v svetu. Upam in tako mislim, da so to primeri in dosežki, na katere smo lahko resnično ponosni vsi Medvoščani. Zato mi dovolite poziv vsem nam, da podobni dosežki in presežki posameznikov ali skupin na kulturnem področju najdejo svoja mesta tudi na seznamu prejemnikov najvišjih občinskih kulturnih priznanj. Ob koncu pa mi dovolite le še besedo zahvale članom komisije, kolegicam in kolegam, ki končujemo letos svoj 4-letni mandat. Menim, da smo naše delo opravili korektno in z veliko mero odgovornosti. Lahko se ponašamo, da smo z vrsto sprememb v pravilniku in našem poslovniku omogočili sebi in bodočim članom komisije lažji in pravičnejši izbor kandidatov za prejemnike priznanj. Veseli pa smo, da smo velik delež doprinesli tudi k izboru in novi podobi priznanj, saj le-ta v veliki meri odražajo spomin in poklon našemu občinskemu zavetniku Jakobu Aljažu. Kolegice in kolegi iz komisije, najlepša vam hvala. Vsem vam, spoštovane in spoštovani, pa hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Veras, kar z mano počakajte. Prosim pa tudi še župana, da se nama pridruži, da skupaj podelita priznanje Mladi up Medvod in 2 medalji. Priznanje Mladi up Medvod se podeljuje mladim občanom in skupinam mladih občanov v starosti največ do 29 let, ki izstopajo s svojimi uspehi in dosežki oziroma je med vrstniki prepoznan njihov izstopajoči zgled, s čimer prispevajo k razvoju in napredku svoje skupnosti in okolja, v katerem živijo. Priznanje Mladi up prejme Andraž Babšek. Andraž Babšek, 16-letni dijak Ljubljanskega konzervatorija za glasbo in balet, je ne le v domači občini, ampak širni Sloveniji dokazal, da je nadpovprečno ustvarjalen, nadarjen, domoljubno razmišljajoč in vsestransko aktiven mladi Medvoščan. Poznamo ga že kot pianista, šahista, zborovodjo, skladatelja in pisatelja, kar sam zaobjame z eno samo besedo. Jaz bom rekel po duši kulturnik, no. Je avtor zgodovinskega romana Junak, ki govori o generalu Rudolfu Maistru in bojih za severno mejo med letoma 1918 in 1919. Pravi, da gre za preplet zgodovinskih dejstev, da se kaj naučimo in kreativno zgodbo, da nas pritegne k branju. V knjigi je namreč prepletel zgodbe 3 likov,
ki so doživljali vzpone in padce z generalom Maistrom in ob tem izkazal veliko domoljubje in ljubezen do slovenske kulture. Moramo biti bolj odločni, enotni in suvereni in to Maister pooseblja. Presenečen je bil, ko je dobil obvestilo, da je njegov roman prvo nagrajen. Pri založbi Kulturni center Maribor pa še bolj, ko so ugotovili, da bodo knjigo natisnili najstniku. Knjigo je namreč napisal še kot učenec osnovne šole Preska. Založniki se že bojo tepli zate. Pa se nima za kakšnega čudežnega dečka. To ne drži, no. Vsi smo čudežni, pol sem, če so vsi. Generalu Maistru je posvetil in napisal tudi skladbo za klavir, kajti bil je Estet, domoljub, romantik, vse v enem in to je neverjetno. Bil je še vojak, kar jaz nisem. Zbira pa že gradivo za novo knjigo o obdobju slovenske osamosvojitve in pripravlja novo knjigo Mladinski roman. Še pred vpisom na srednjo glasbeno šolo je napisal koračnico Slovenija, naša domovina. Godba Medvodejo je prvič javno izvajala lani na odprtju Medvoškega kulturnega festivala. Ja, jaz sem se zaljubil v dve vrsti glasbe, to je godbena glasba pa zborovska glasba. Mešani pevski zbor Jakob Aljaž je bil tik pred tem, da lansko leto zaključi s svojim delovanjem in zgodilo se je neverjetno. Zborovodja je iskal pevski zbor in ga našel. Skratka, zmagovalna kombinacija. To je en krasen primer medgeneracijskega sodelovanja, ki ni samo, da vnuki nergajo nad svojimi babicami in detki. Prevzel je mesto zborovodje, privabil nove pevce v zbor in ga dvignil na višji kakovostni nivo. Pravi, da je poslušal predvsem izkušenejše zborovodje, češ da naj gradijo na tem, kar že znajo. Potem pa damo neko novo energijo, recimo hruške ubirati, drevesa objemati. Na pevskem maratonu v začetku leta je do zadnjega kotička napolnil tako oder kot dvorano Kulturnega doma Medvode. Andraž neumorno snuje naprej, navdušuje pa predvsem njegova nalezljiva energija, s katero vodi in spodbuja zbor k napredku in čim bolj pogostem nastopanju. Glede na to, da smo pa napolnili dvorano, pa mislim, da je energija res prava. Že letos je napisal tudi mašo v B-duru za pevski zbor in orgle, piše pa že nove skladbe za orkestrsko zasedbo. Svoje priredbe, kompozicije in mini ustvarjanja redno objavlja na svojem YouTube kanalu. Jaz vedno pravim, da talenta ni, to je to, kar ti sam narediš in to je to, kar se ti sam naučiš in to, kar tvoji starši tebe naučijo. In definitivno meni so v glasbo položili v zibelko. Skratka, Andraž Babšek je izjemno ustvarjalen in razmišljujoč mladenič, ki v lokalnem okolju s svojim delovanjem in ustvarjanjem pušča neizbrisne sledi. V imenu Andraža Babška bo priznanje prevzela njegova babica, gospa Irena Babšek, ki jo vabim, da se nam pridruži na odru. Najlepša hvala. Hvala lepa. Vem, da mu ni vseeno in se sekira, da je zamudil, ampak jaz sem pa zelo ponosna, da je mene zadolžil, ker verjemite, da mi ob njem ni nikoli dolg. Najlepša hvala gospe Ireni Babšek. Pa nadaljujemo s podelitvijo dveh medalj. Medalje občine Medvode se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim za enkratna posamezna družbeno koristna dela in za delovne in druge velike uspehe, dosežene v krajšem časovnem obdobju, ter za aktivno udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenja in preprečevanju škode na premoženju. O podelitvi medalje se podeli listina, ki vsebuje utemeljitev priznanja in jo podpiše župan občine.
Medalja občine Medvode se lahko ob posebnih priložnostih podeli kot spominska medalja vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim ustvarjalcem ter vidnim javnim delavcem. Medaljo občine Medvode prejme Zvonka T. Simčič. Zvonka Tončka Simčič je ustanoviteljica zavoda CCC, njegova gonilna in ustvarjalna sila. Ta pa ostaja vodilni partner v projektu Hiša na hribu. To je projekt, ki ga je leta 2015 sooblikovala s Francem Cegnerjem željo, da ustvarjalci sodobnih umetniških praks svoje delo predstavijo na lokacijah, kjer to ni običaj. Pa ne zaradi del samih, ampak tistega, kar predstavljajo. Da bi odpirale nek bolj občutljiv pogled na soljudi, na okolje, v katerem živimo. Zvonka Tončka Simčič, ustvarjalka na področju vizualne ter intermedijske umetnosti in performansa, je razstavljala in sodelovala v projektih širom sveta. Ko pa je prišel čas, da poskrbi za sina in kasneje tudi za ostarelo mamo, se je odločila, da vse svoje potenciale usmeri v predajanje umetnosti v domačem kraju. Začela je torej v hiši, v kateri se je rodila, v Mežnariji pri Sveti Marjeti. Vsakič znova se vračam k tej zgodbi, ki sem jo preživela tukaj 6 let. Vsa njena dela so močno povezana s socialnim prostorom in lastnimi izkušnjami v njem. Poudarek daje človeški eksistenci, še posebej vidi posameznika kot celovito bitje v družbenem prostoru. Hiša na hribu je dejansko postala svojevrsten razstavni prostor v Mežnariji in manjšem lesenem skednju ob cerkvi na prelomu poletja v jesen. Svojevrsten odprt atelje sodobnih umetniških praks umeščen v tradicionalno okolje. Je umetniški projekt, ki je prerastel željo zgolj povezovati sodobno umetniško produkcijo s prostori tradicije in ruralnega in je prešel na povezovanje s kulturno in naravno dediščino. S tem, ko se bo projekt razvijal v globino, jaz mislim, da se bo počasi razvijal tudi v širino, torej da je vedno več ljudi. Pred 2 letoma so soustvarjalci projekta v avli kulturnega ministrstva pripravili pregledno razstavo. Prerez prvih 5 let, ki živo priča o tem, da je že do takrat projekt soustvarjalo preko 60 uveljavljenih avtorjev in avtorskih skupin iz cele Slovenije in tujine, obiskalo pa preko 3000 ljudi. Da gre za projekt, ki spodbuja umetniško svobodo, ustvarjalnost in njeno avtonomijo. Tega leta so bili soustvarjalci Hiše na hribu uspešni tudi na razpisu lokalne akcijske skupine za mesto in vas in pridobili evropska sredstva za projekt v naročju naravne in kulturne dediščine, katerega sestavni del je tudi Hiša na hribu. To je res omogočilo, tako rekoč, da projekt pravzaprav obstane, da preživi. In še napove, da bodo čez leto dni sedli za skupnostni projekt, za skupnostno mizo. To je umetniško delo, ki nastane v neposrednem sodelovanju s skupnostjo. In to je temeljni koncept Hiše na hribu. Žal za to skupnostno mizo ni uspel več sesti. Ta projekt je iz neke male bubice zrastel. Se mi zdi, da v en mednarodni projekt, ki si zasluži, da dobi pravo mesto s Franceljnovim predznakom. Delo Zvonke Tončke Simčič tako ostaja še vnaprej ustvarjanje socialne zamisli, v kateri svoje mesto v umetniški izvedbi najdejo tudi obiskovalci. Po skupnostni mizi nastaja še skupnostni prt. Hiša na hribu v naročju naravne in kulturne dediščine zaradi Zvonkine predanosti umetnosti, prijaznosti in povezovalnosti in zaradi številnih, ki čutijo podobno, še naprej ostaja hiša odprtih vrat. Prostor, ki združuje ljudi, prostor srečevanj, pogovorov in poglabljanja vase skozi umetnost. Prostor izmenjave spoznanj, kjer je mogoča rast posameznika, je tudi prostor za druženje in za objem prijatelja. Letos 9. po vrsti. Gospa Zvonka T. Simčič se danes žal ni mogla udeležiti današnjega dogodka, a priznanje ji bomo izročili naknadno. Čestitke pa vseeno k njenemu priznanju.
Tako v prvem delu bomo podelili še eno medaljo, in sicer medaljo občine Medvode prejme gospa Sonja Porenta. To je njen gvant. Nosim obleko z životom, seveda od spodaj je bluzica s čipkami oziroma ošpetelj ali pa rokavci se temu tudi reče. Čez to imam oblečen kočemajko, in ki moram reči, da je na roke sešita in vezena, in na glavi imam zavezano pečo na pentlo. Oblekla bom svoj gvant je bil naslov prireditve, na kateri je Sonja Porenta predstavila knjigo Tončika v svečani preobleki s podnaslovom Žlahtnost zlatih, črnih in belih vezenin. Dragocenosti, ki jih je na podlagi originalov iz 19. stoletja s izjemno natančnostjo poustvarila, je želela tudi v sliki in besedi ohraniti našim zanamcem. Knjiga je o pomoči kulturno-umetniškega društva Jarem z izjemnim fotografskim gradivom in priljudno pisanim strokovnim besedilom ugledala luč sveta junija lani. Poleg avtorice, katere dela pričajo že sama po sebi, so jo sooblikovali naš največji poznavalec oblačilne dediščine, etnolog dr. Bojan Knific, fotograf Gregor Meglič in etnolog in umetnostni zgodovinar Roman Veras. Gre za prvo tovrstno delo na Slovenskem, katerega cilj ni zgolj prikazovanje prvin oblačilne dediščine, temveč predstavljanje zgledov njenega poustvarjanja. V njej je torej opisala postopke izdelave različnih pokrival in kosov oblačil, ki so kar se da podobni originalu. Te pa hranijo v muzejih ali pa zasebni zbiratelji in če je le možnost, si jih Sonja Porenta sposodi, pregleda, si zapiše podrobnosti, natančno premeri, mož pa fotografira. Gre za izdelke, ki so izdelani v sodobnosti in dokazujejo, da se stvari, ki so bile lepe nekdaj, dajo narediti lepe tudi danes. Ob ogledovanju različnih oblačil, ki so jih ljudje nosili v preteklosti, so jo vedno najbolj privlačili tisti, v katere je bilo vloženo veliko ročnega dela. Mednje sodijo izdelki z izjemno zahtevno belo, zlato in črno vezenino, ki se jih na tak način v zadnjih desetletjih ni lotil nihče. Poleg tega je rekonstruirala izjemno zahtevno tehniko gubanja v glavi Alp z vrhom, ki je veljala za pozabljeno in izgubljeno. Zelo je potrebno biti natančen, ampak takole bi pa moralo biti celo oglavje. Do potankosti je rekonstruirala tehniko. In toliko časa poskušala, da je prišla do končnega rezultata, ki je pravzaprav enak, kot je bil pred 100 leti. Svojim delom želi ljudi izobraževati, jih prepričati, da je oblačilna dediščina zelo bogata, raznolika in zato vredna spoštovanja in truda. Je lastnica certifikata Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki dokazuje, da njeni vezeni izdelki štejejo za izdelke domače obrti. Za ta izdelek je porabila več mesecev časa. Kar je v celoti na roke narejeno, ročno izdelano, in moram reči, da je veliko truda noter vloženega. Svoje izdelke predstavlja na občasnih razstavah in predavanjih. 2, Mala avba in rokavci, sta bila pred 9 leti nagrajena na prestižnem tekmovanju v okviru Mednarodnega festivala vezilstva v Velenju. Njene številne vezenine pa nosijo tudi mnoge slovenske folklorne skupine in posamezniki. Je vezilja, poznavalka oblačilne dediščine, poustvarjalka in ohranjevalka vezenin. Nekomu je to odveč, za nekoga je pa to nekaj lepega, nekaj, kar ima dušo. In kdo je Tončika, po kateri knjiga nosi naslov? Je punčka, ki jo je Sonja Porenta dobila v dar, jo poimenovala po svoji mami in ji sešila nošo po zgledu svečane meščanske obleke. Gospa Sonja Porenta, vljudno vabljeni na oder. V tej priložnosti bi se zahvalila za vso podporo, ki jo imam
od društva, od družine in seveda zahvaljujem se za priznanje in upam, da bo tudi v našem kraju ta dediščina oziroma dediščina, stara dediščina in poustvarjena dediščina vedno bolj prepoznavna, da jo ohranimo tudi za naprej. Hvala. Iskrene čestitke, najlepša hvala. Sedaj pa smo nadvse veseli, da je uspela priti do nas tudi gospa Zvonka T. Simčič, prejšnja nagrajenka, za katero smo že videli video in jo vljudno vabimo na oder po priznanje in izrekamo iskrene čestitke za priznanje občine Medvode. Se bom kar javno opravičila, da sem zamudila, sem prišla direktno iz delovnega okolja, zato sem tudi delovno oblečena in mogoče tudi nisem imela časa, da bi razmislila, kaj bi danes povedala. Mogoče bi rekla to. Sin mi včasih reče, mami, rad te imam. Jaz pa rečem, a veš, v Svetem pismu pravijo v mislih, besedah in dejanju. In rečem, iz tvojih misli preidi še k dejanjem. In tako želim, da je to priznanje nekaj takega, da kultura, umetnost pride v dejanje. Da vsi, ki mogoče ne delate v umetnosti, ampak da jo sprejmete. Mogoče s tem nagovorimo svetnike, mogoče občinarje. Kultura in umetnost je res potrebna. Hvala lepa. Hvala lepa in iskrene čestitke. Hvala tudi podeljevalcema za trenutek. Namreč prepustili se bomo naslednjima glasbenima gostoma. Dobro poznana in izjemna violinistka Anja Bukovec je danes z nami in vibrafonist Intija Puciharja. Bomo videli. Kmalu nas bosta popeljala v čudovito Vivaldijevo poletje. Prosim.
Anja Bukovec in Inti Pucihar. S kulturo in umetnostjo gradimo mostove med ljudmi. Snovanje novih idej, načrtovanje zanimivih projektov in skupnostno ustvarjanje prinaša veliko veselja in zadovoljstva. Med posamezniki pa spleta številne niti, ki ustvarjajo sočutno lokalno skupnost. Tega se dobro zavedajo tudi današnji prejemniki priznanj, ki svojim požrtvovalnim delom dajejo zgled mladim rodovom, da bi to izročilo, te vrednote in veščine prenašali naprej. Vsak na svoj edinstveni način. Pred nami je še drugi del podelitve občinskih priznanj in ponovno vabim predsednika komisije in župana, da se mi pridružita na odru, da podelita plakete Jakoba Aljaža. Plaketa Jakoba Aljaža se podeljuje osebnostim za dosežke in dolgoletno uspešno delo na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v občini, s katerimi so bistveno prispevali k dvigu kvalitete življenja na območju občine Medvode in ob njihovih visokih jubilejih. Plaketa Jakoba Aljaža se podeljuje občanom občine Medvode, drugim državljanom Republike Slovenije in tudi tujim državljanom ter skupinam državljanov, prav osebam in drugim organizacijam. Podelili bomo 4 plakete in prvo plaketo Jakoba Aljaža prejme Metal Steel. Kar vabljeni na oder! Metal Steel so Medvoščani, Daša Trampuš na bobnih, Benjamin Kic na vokalu in kitari, Matej Sušnik na bas kitari in Rok Tomšič na kitari in včasih se jim pridruži tudi prvi pevec Aleks Škofljanec. Na vsakih 5 let prijemo na okolje. Pred več kot 20 leti so, stari od 11 do 14 let, začeli odraščati ob svoji viziji težko-metalne glasbe. Kot svoj uradni začetek štejejo leto 2001, nastop v domačih Medvodah na festivalu Schools Out. Od 8. leta že želela, da bi bobno igrala. Še danes ve, 17. marca leta 2002 so jo fantje vprašali, če pride zraven in 3 mesece kasneje je že nastopila z njimi. To so posnetki iz medvoškega motopiknika, ko so posneli tudi svoj prvi videospot. Tako da zdaj glih čakamo, da nas Satan si odpeljejo en krog. Kot pravijo, so imeli srečo, da so se rodili v družinah, ki so jih podpirale 100%, pa čeprav bi kdaj slišali tudi kakšno na račun vzgoje. In še, da imajo srečo, da so našli partnerje, ki podpirajo njihovo vizijo. Tako da dejansko je to način življenja, no. Svojo bazo oboževalcev in podpornikov so začeli graditi v domačem kraju, kjer so dobro popularizirali težko-metalno glasbo in svojim nepozabnim vtisom na odru in izjemno miroljubnostjo pod njim zaznamovali generacijo Medvoščanov, ki je odraščala ob njihovi glasbi in bila tudi del nje. Potem sem malo hodil po Medvodah, klical folk in še snemal te zgodbice, ki so za intermezzo noter. Tako je bilo ob praznovanju 10. obletnice, ko so kot prvi v Sloveniji posneli heavy metal album v živo. Ob praznovanju 20-letnice pa, zaradi korone, koncert prek spleta. Pogrešamo v svoj folk pod odrom. Čeprav je Metal Steel prerastel v heavy metal inštitucijo, še vedno vadijo tam, kjer so kot osnovnošolci začeli, v zaklonišču osnovne šole Medvode. Uspelo jim je igrati po večini Evrope, Grčija, Belgija, Nizozemska, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Španija. To pa so posnetki, ko so bili tudi naši odmevni ambasadorji v Zaječarju v Srbiji. Metal Steel je prva slovenska metal skupina, ki je nastopila s simfoničnim orkestrom na državni prireditvi v Cankarjevem domu. In je ratela ta skupna kemija, ki je najbolj pomembna za koncerte, po mojem. Ko je en nov izziv, nam je pa tudi fajn, ker s tem rastemo tudi. Umrle sanje so s teboj. Igrali so v operi na Kongresnem trgu in ob svetovnem dnevu spomina na holokaust. Svojo avtorsko skladbo v mednarodni reklami. Nastopili so na vseh večjih slovenskih festivalih rock in metal glasbe in oder delili z največjimi mednarodnimi skupinami tega žanra, zaradi katerih Daša sprva od vznemiranja pred koncerti več dni ni spala.
In kljub temu, da so dobili status rock zvezde, Denarja je itak toliko, da tle smo danes glih s svojim avtobusom preleteli. so ostali na tleh z modrimi življenjskimi odločitvami. Da si tudi rečeš, ok, mogoče je še vsem končati šolo, delati na svoji izobrazbi. Njihov videospot za skladbo The End of the World se redno predvaja na nacionalni televiziji. Velja za enega kakovostnejših slovenskih videospotov. Kot večina ostalih videospotov skupine je skoraj v celoti posnet kje drugje kot v Medvodah. Njihovi albumi dobivajo najvišje ocene po vseh uglednih glasbenih portalih in časopisih. Danes so vodilna slovenska težko-metalna inštitucija z lastno identiteto in karizmo. Skupaj delamo in se mislim, da se to tudi na muziki sliši, da je veliko bolj kvalitetna oziroma bolj pristna. No? Kar so do letošnjega leta manifestirali na 7 studijskih albumih in 2 koncertnem albumu. Sprva so bila besedila tudi v slovenščini, potem zgolj v angleščini. Čeprav osebno imam še željo kakšen slovenski komad napisati, ampak mislim, da mi ne bo ratal, ker so trmasti. Da so vendarle popustili, dokazuje najbolj svež projekt, 8. album, s katerim so se poklonili slovenskim hard rock in heavy metal skupinam. Naslovno pesem Spomenik, ki edina ni priredba, so namreč odpeli v slovenščini. Če so bili prvi albumi in videospoti vsebinsko še pod vplivom tematik, ki jih seboj prinaša obdobje odraščanja, Tabu teme, ki se jih pop kultura ne dotika, metal kultura pa z veseljem. pa v kasnejših albumih iščejo svoj izraz med osebno in družbeno-zgodovinsko sfero. Da je človeštvo zašlo v napačno smer razvoja. In vedno bolj opozarjajo na odnos človeštva do našega planeta in se ukvarjajo z različnimi perspektivami minljivosti. In dokazujejo, da pristen heavy metal še vedno lahko zveni povsem inovativno, saj v vsaki skladbi puščajo svoj edinstven pečat. Da ja, heavy metal se živi. Ne? Njihova besedila in glasba so kot nekakšni glasbeni dnevniki njihove oziroma naše skupne prehojene poti. Dame in gospodje, čestitke za prejemnike plakete Jakoba Aljaža Metal Steel. Še enkrat iskrene čestitke. Drugo plaketo Jakoba Aljaža prejme Urška Đukić, ki jo vabimo na oder. Za svoj prvi igrani celovečerni film z delovnim naslovom Little Trouble Girls ima režiserka, scenaristka, montažerka ali kot pravi sama radovedna ženska, ki raziskuje svet, Urška Đukić, na voljo 35 snemalnih dni. Prav v teh dneh je prek meje v Čedadu padla prva klapa. Tokrat se ukvarja z vprašanjem, čigavo telo je moje telo. Na nek način nadaljuje temo kratkega animiranega dokumentarnega filma Babičino seksualno življenje, filma o bolečinah naših prednic podeželja na začetku prejšnjega stoletja, za katerega je lansko leto prejela Evropskega Oskarja za najboljši kratki film, letos pa še francoskega Cezarja za najboljši animirani kratki film. Z animacijo, skozi neko tako humorno animacijo, približati to temo, ki je v bistvu zelo težka in globoka. To je moč tega filma, z otroško risbo sproža spomine, travme in vendarle tudi pogovor o tabu temah. Urška Đukić ostaja torej del vala generacije ženskih ustvarjalk, ki se ukvarja z drugo polovico zgodb, s tistimi še nepovedanimi. In sem ful hvaležna temu prostoru tukaj in MKC-ju in vsem tem starim, ki so v bistvu zgradili Mladinski kulturni center. Svojo ustvarjalno pot je tako kot sestra Emina namreč začela v društvu Mladinski kulturni center. Pod mentorstvom Franca Cegnarja je že takrat pokazala občutek za iskanje zanimivih zgodb.
in nadarjenost pri ustvarjanju njihovih zapisov. Sporočilnost njenih del je bila že od samega začetka provokativna, saj je bila vedno odlična v iskanju zgodb, ki razbijajo tabuje. Največkrat so vsebovala še posebej zabavne animacije, ki so gledalca zadržale pri spremljanju sporočila. Posebnega odziva tako v medijih, v občinskem svetu, pa tudi v parlamentu je bil v tistem času deležen MKC-jev projekt Dlake na jeziku, ki ga je sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo. Šlo je za serijo kratkih oddaj, v katerih glavni novinar medij obravnava marginalne teme, kot so smrt, šoping, pa tudi pornografija. Dlake na jeziku pa je bil tudi naslov mladinskega časopisa, katerega urednica je bila prav Urška. Željo informirati mlade ne le o tem, kaj se dogaja v jedru, ampak Podbujanje zavedanja o raznih družbenih tematikah. Začinjeno s humorjem. Ampak je ta humor tako malo satiričen in tudi družbeno kritičen, ne? Tak je bil tudi njen študijski projekt, Prvi dan v službi, posnet v Medvodah. V njem pa so nastopala velika slovenska igralska imena. Izhajala je iz karakterjev pasivnih ljudi, ki svoje bedno življenje preživljajo v vaškem lokalu. Da je pokazala, da zna film delati, predvsem, da ima rada film in da bo z nje po vsej verjetnosti še nekaj ratal. Film, v katerem je Urška Đukić dokazala, da zna skoraj vse. Pisati scenarije, snemati, montirati, skratka. Kakor da si zmožen vsega narediti v življenju. Bila je selektorica na 3 srečanjih ustvarjalcev kratkih filmov, ki pod okriljem javnega sklada potekajo v jedru. Prvič leta 2014. Očitno je Petković ima druge obveznosti. To je njen humor in še, da je bilo nekaj fantastičnih kratkih filmov vmes. Jaz imam v bistvu rada vse žanre, še posebej so mi blizu animacije, ki imajo drug naboj, nekako z nekim drugim jezikom govorijo. Po zaključku študija na Akademiji za umetnost Univerze v Novi Gorici se je njena ustvarjalnost le še krepila, nadaljevala in dozorela do nivoja, ko so jo opazili številni strokovni krogi. Leta 2016 je prejela najvišje državno priznanje, Vesno, za kratki igrano animirani film Dober tek življenje. Sledila so vabila na filmske rezidence, intenzivne mednarodne programe in delavnice. Vpela se je ne le v slovensko, ampak tudi mednarodno kolesje filmske industrije. Leta 2019 je bil kratki igrani film The Right One, ki ga je sorežirala, premierno prikazan na filmskem festivalu v Cannesu. Potem pa se je začelo. Več kot 40 nagrad za babičino seksualno življenje, za katerega je sama, takoj ko je prebrala knjigo izpovedi, iz katerih je črpala scenarij, napovedala. Joj, to je pa tema za Oskarja, ne? Urška Đukić danes živi v Ljubljani, domov v Medvode pa se rada vrača, na družinska kosila in po zelenjavo z domačega vrta. Pravi dom pa vendarle ostane poseben in tudi zato pravi, da Medvode nosi v srcu povsod, kamor jo ponese ustvarjalna pot. In ker prihajajo nagrade za njeno ustvarjalnost celega sveta, ve, da so to darilo za vse ženske sveta, katerih glas je bil skozi zgodovino neslišan, zavračan in izkrivljen. Lep pozdrav vsem skupaj. Meni je zelo žal, da ne moram biti z vami. Sem pa na snemanju ravno in tukaj vidite v zadnji, da ekipa že dela. Zdaj imamo lih en pomemben kader za posnet, tako da se vam sam javljam, da vam povem, da se zelo zahvaljujem. Zahvaljujem se komisiji in občini in županu in vsem, ki ste v bistvu odgovorni za to, da mi danes podelite nagrado. Zelo sem vesela in še posebej sem vesela, ker pač, ko pride nagrada od doma, je še to toliko bolj pomembna. Tako da najlepša hvala vsem. Lep večer vam želim, pa držite pesti za nas, da dobro naredimo. Hvala, čau!
Tako, z nami na odru pa mama Lučka Đukić, ki bo prevzela nagrado v imenu Urške, ki snema svoj prvi celovečerni film v tem trenutku. Hvala lepa in iskrene čestitke Urški za plaketo Jakoba Aljaža. Pred nami je naslednja podelitev. Plaketo Jakoba Aljaža prejme Ivan Špenko, ki ga vabimo na oder. Življenjska pot Ivana Špenka, letnik 1949, se je začela v Hrašah, v družini s 3 sinovi. Tu si je tudi sam ustvaril družino, je srečno poročen oče 2 otrok, ponosni dedek in aktivni upokojenec, ki pa mora biti in fizično in psihično aktiven, ker mislim, da s tem tudi ohranja kondicijo. To je dejal, ko je društvo upokojencev Smlednik pod njegovim predsedstvom praznovalo prvih 60 let delovanja. Letos jih je že 70. Pravi, da je lepo predsednikovati. Če je ekipa v redu, ker en v ekipu ne pomeni nič. In razmišlja o pomladitvi. Čeprav pomladitev pa nam pomeni 60+, a ne? Za svoje delo je prejel tudi veliko plaketo, najvišje priznanje Zveze društev upokojencev Slovenije. Vsake 3 leta je Smleško društvo na vrsti za organizacijo občinskega srečanja upokojencev, kar je velik organizacijski in finančni zalogaj. Od občine jaz pravim, da več, kad dobimo, že skoraj ne moramo zahtevati. Z organizacijo in financami je bil sicer celo življenje na ti. Po zaključenem študiju na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju je bil večji del svoje delovne dobe zaposlen v podjetju Donit Medvode, najprej na področju vodenja proizvodnje filtrov, nato pa kot vodja investicij. Bil je tudi predsednik delavskega sveta Donita, ko je ta zaposloval več kot 2000 delavcev. Že v nekdanji državi je bil za uspehe pri delu odlikovan z redom dela s srebrnim vencem. Zasluge ima, da je tovarna filtrov sploh ostala v občini, saj je kot najugodnejšo lokacijo za novo tovarno, ki se je takrat imenovala Filter Auto, leto kasneje pa Sožifi Filtration, predlagal prav ladjo. Že takrat je to pomenilo ohranitev skoraj 200 delovnih mest, ki so bila sicer večkrat ogrožena. Ob dnevu odprtih vrat 10 let kasneje je bil Ivan Špenko ponosen, da je to lep objekt v ponos podjetju in kraju. Pa tudi, da so iz objekta odstranili stroj za utrjevanje papirja, krivca za občasen smrad po fenolu. Mislim, da je pa vse, smo pa lahko zadovoljni, da je šel ta stroj ven, dejansko se je to razrezal, je še odprt in to ne vem, ker več onesnaževal, da je okolje. Ni pomembno, kdo je predlagatelj projekta, da je leta v dobrobit občank in občanov, kvaliteten in izvedljiv. To je bil njegov moto delovanja v občinskem svetu v vseh 3 mandatih doslej. Verjaj videl, da bi eden prišel s tovornjakom pa z 2 lopatom, pa bi tisto cesto posul, pa je zadeva rešena. V 3. mandat je vstopil po naključju, saj je bil na listi zgolj za popolnitev kandidatne liste. V občinski svet pa so ga s preferenčnimi glasovi izvolili volivci, za katere pravi, da imajo vedno prav. V občinsko politiko je vstopil kot kandidat Demokratične stranke upokojencev Slovenije, med drugim je prejemnik srebrne in zlate plakete stranke, 3. mandat, ki ga je ocenil z dobro 4, pa je vendarle zaključil kot neodvisni svetnik. Danes sem bral o financah, od 212 občin, kolikor jih se v Sloveniji, če sem se prav zapolnil, smo Medvode na 17. mestu, to se pravi, da smo kar dobra občina. Deloval je in še vedno deluje v različnih komisijah in odborih občinskega sveta, predvsem na področju turizma, urejanja prostora in ekologije. Je član sveta zavoda osnovne šole Simona Jenka v Smledniku, je član čebelarske družine Smlednik in občinskega čebelarskega društva Medvode, več mandatov je član krajevne skupnosti Smlednik
Je član upravnega odbora Turističnega društva Hraše. Mislim, da Hrešani zelo dobro sodelujemo. Sodeluje pri vseh akcijah v kraju. Sodeluje tudi z mnogimi drugimi javnimi zavodi in društvi v kraju, v občini in izven nje. Je član občinskih delegacij in tudi njihov gostitelj. Je strokovni sodelavec zavoda kabelske televizije Medvode in upravljavcu sistema, predvsem z zbiranjem soglasij pomaga, da se ta dobrina posodablja in ostaja konkurenčna. Mrk zdaj je pa tudi treba iti večkrat v hiše, kakšno gospo majhen bolj prepričvati. Če kdo, potem je prav Ivan Špenko sinonim za potrpežljivost in vztrajnost. Zase pravi, da je zmerni optimist, zadovoljen s sabo in svetom. Moraš nekaj prispevati, ne pa samo iskati, kaj je narobe, ampak moramo iskati pozitivne lastnosti. Letos se bo že 54. povzpel na Triglav in tako kot vedno zadnja leta bo pri Aljaževem stolpu razvil zastavo občine Medvode. Ivan Špenko pravi, da posluša različno misleče, na osnovi različnih stališč pa oblikuje svoje mnenje, ki ga zagovarja, pa če tudi to morda ni po volji vseh. Iskrene čestitke za dobitnika plakete Jakoba Aljaža, gospod Ivan Špenko si vsekakor to zasluži. Ja, lepo zdrav vsem skupaj. Dovolite, da se vam zahvalim za tako čudovito priznanje Jakoba Aljaža. Mislim, da je v predstavitvi bilo vse predstavljeno, da kaj dosti ne moram povedati, bi pa rad povedal sam to, da se že, bom rekel, od mladosti rad odpravljam na Triglav, to je dejansko svetinja, ki je postavil stolp Jakob Aljaž na vrhu Triglava. To je bilo leta 1895, avgusta. Jakob Aljaž je ta načrt narisal doma, na tleh v župnišču, no potem je pa šel k mojstru Belcu v Šentvid in mu je prvi rekel: gospod župnik, to je nora ideja. Potem, ko mu je pa pokazal te načrte, kako bi to zadevo naredil, je rekel, to je genialno, grem takoj v izdelavo. In dejansko je ta mojster Belec te elemente sestavil, to se pravi, mislim, da 7. avgusta 1895 so to postavili na vrhu Triglava, no in jaz 53. sem že ta stolp obiskal, z velikim veseljem, res se poklonim gor. Zadnje leta pa tudi zmeraj razvijem občinsko zastavo. Jaz sem hvaležen tle županu, mi je kar dal to občinsko zastavo, da ni treba vsako leto sproti prositi zano in mislim, da tudi to prispeva k prepoznavnosti občine Medvode. Res hvala lepa vsem komisiji, občini, predlagateljem. Hvala vam. Iskrene čestitke. Iskrene čestitke, gospod Špenko. In še zadnja plaketa je pred nami. Plaketo Jakoba Aljaža prejme Vanja Ločniškar, ki jo vabim na oder. Ločniškar, tako. Se vidi, da sem z Ljubljane. Vanja Ločniškar, rojena Keren, z značilnim širokim nasmehom na obrazu. Na tej fotografiji širšo družino, ona z obvezno torbico v roki, mama pa s 5 let mlajšo sestro Damjano v naročju. Končala je srednjo pedagoško šolo, v življenju pa počela toliko različnih stvari, da se je nabralo znanja in izkušenj še za 3. življenjsko obdobje. Je žena, mama in babica, ki je vedno želela ustvarjati več zadev hkrati. Leta 2003 je svojo poklicno pot združila še s turističnim delom. Sledila je odmevnejša predstavitev občine na sejmu Alpe Adria, turizem in prosti čas. Ki taka, torej odmevna, ostaja tudi vnaprej.
z aktualno in za našo občino prepoznavno tematiko: pohodništvo, kolesarjenje, prireditve in seveda kulinarika. Bila je v skupini tistih, ki so želeli lepoto domačega kraja promovirati pod okriljem turističnega društva. Papirna vojna, no to nas še čaka. In prvi pohod po poteh roparskih vitezov organizirali še kot društvo v ustanavljanju. Ker pa še ni rečeno, ali bo Žlebe ali bo pa Marjeta, to bomo se še odločili. In so se. Po poti roparskih vitezov nas vsako leto znova povabijo člani turističnega društva Žlebe Marjeta. Jaz lahko rečem, da se spomnim čisto vsakega pohoda, saj s kakšno tisto paprčkam, ki nam je bil dodan. En mandat je bila tudi predsednica društva, že celih 20 let pa vodi vso administracijo, razpisno dokumentacijo in skrbi za promocijo društva. Na tem svetu ni zdravil. Najraje pa je del projekta, ki ga ne le v občini, ampak širom Slovenije prepoznamo kot Marješka pehta. Pod tem imenom več kot desetletje deli svoje bogato znanje o zdravilnih rožicah in čajčkih. Vedno pa rečem, jaz šalca zjutraj, šalca zvečer. Tako nas drugačni doma. Postaja promotorka neokrnjene narave na medvoški strani Polhograjskih Dolomitov. Posnetki so iz leta 2016, ko so se jim pridružili še prijatelji iz pobratenega kraja. Tudi Vanja Ločniškar je bila vedno doslej odlična zastopnica prostovoljcev v turizmu, ne le po Sloveniji, ampak tudi v tujini, v kraju, v Nidi. Vodijo ideja, da se društva med seboj povezujejo, ustvarjajo skupne projekte in premagujejo morebitno nevoščljivost, če morda kdo na razpisih prejme kakšen evro več. Različna mnenja, tudi vseh 8 turističnih društev, združiti v eno mnenje in potem v bistvu na tem področju delovati ni tako lahko. Ne? Takole je razmišljala leta 2009, po prvem mandatu predsednikovanja Turistični zvezi Medvode. Bila je zagovornica takšnega javnega zavoda Sotočje Medvode, kot ga poznamo danes, z enim direktorjem in strokovnim sodelavcem za vsako področje. Do leta 2021 je bila članica strokovnega sveta za turizem, sedaj pa je članica krovnega sveta Zavoda Sotočje. V imenu turizma je tudi članica upravnega odbora lokalne akcijske skupine Za mesto in vas. Turistično zvezo Medvode z mandatom premora vodi še danes z veliko mero podpore. Pa dajte malo rokce dvigati. Čeprav jo je želela predati v roke mlajšim, ji to doslej še ni uspelo, ji ne dajo. Sicer pa, kako bi jih lahko zapustila. To ekipo, ki je, s katero v bistvu diham zdaj, pa že kar bi rekla 19 let. Je tista, ki nas vsako pomlad prijazno opomni, naj pogledamo okrog sebe in predlagamo urejene in gostoljubne, v medvoškem projektu Moja dežela lepa in gostoljubna. Kot članica državne komisije pa zadnja leta poskrbi, da priznanja pridajo v prave roke tudi v vseslovenskem projektu. Veliko energije vlaga tudi v projekt Mala šola turizma in mladim, pa tudi vsem ostalim, predstavlja turistični potencial naše občine in pomen prostovoljstva. Je med tistimi, ki so zaslužni za to, da je občina Medvode prostovoljstvu prijazna občina. Pod njenim vodstvom je Turistična zveza Medvode lansko leto praznovala 20 let uspešnega delovanja. Vanja, hvala za pohodne palice. Na letošnji volilni skupščini Turistične zveze Slovenije pa je Vanja Ločniškar prejela posebno srebrno priznanje kot odlična povezovalka deležnikov v turizmu na lokalni ravni, pa tudi kot dobra sogovornica, organizatorka in promotorka v krovni organizaciji. Rada pove, da je bistvo prostovoljcev v turizmu, da tisto, kar delajo, resnično delajo s srcem in ne pričakujejo drugega plačila, kot je iskrena pohvala in zadovoljstvo tistih, ki so njihovo delo prepoznali. Iskrene čestitke Vanji Ločniškar, izvolite, stopite po svojo plaketo Jakoba Aljaža. Gospe Vanji v imenu prejemnikov priznanj tudi predajam mikrofon. Hvala lepa, podeljevalcema. Spoštovani gospe in gospodje,
Poleg te časti mi pripada danes tudi, da povem še ta zadnjo besedo. V imenu vseh nagrajencev bi se rada zahvalila predvsem najprej predlagateljem, ki so v nas prepoznali tisto nekaj več, potem komisiji, hvala lepa. V bistvu, kaj naj rečem, da če ne bi bilo pa še nekoga drugega, in to so naše familije, ki nas sprejemajo malo drugačne, mogoče sploh ne bi uspeli se tako udejstvovati vsak na svojem področju kot se. Torej, tisto, kar je, hvala tudi našim družinam. Moj mož včasih reče, da upa, da bom vedno najdla nazaj domov, ne? In tega se jaz v bistvu držim, da dom mi je še vedno prvi, ampak zelo rada pa naredim vse tisto, kar si zamislim, in če imam nasprot sebe dobre sogovornike, je to tisto. In jaz mislim, da to za vse nas velja, ki smo danes priznanja prejeli. Poleg tega bi pa rada čisto v svojem imenu samo svojim turistom, svojim 8 turističnim društvom, vsem predstavnikom rekla, da tega priznanja sicer ne dam, ampak je od nas vseh, ker jaz sama zase tako ne bi mogla biti to, kar sem naredila v teh 20 letih. Vedno in povsod poudarjam, da brez ljudi vzad za sabo ne moreš nič narediti. En posameznik ne more delati preskokov v idejah, v dejanjih, tako da želim, da se še naprej tako družimo in da smo prijatelji in da vse projekte, ki jih peljemo, naredimo čim bolje in čim bolj, da se naše Medvode čim bolj prepoznavajo v našem prostoru in izven občine seveda. Hvala lepa in res želim, da se imate danes še naprej lepo. Jaz mislim, da nas čaka še en lep večer, krasna otvoritev in ta otvoritev nove brvi mene zdaj leži kar, tako da najboljše, da zaključim in da gremo vsi skupaj tja, kamor je potreben, do brvi, ne? Hvala lepa za tole. Iskrene čestitke še enkrat, gospa Ločniškar. Poezija, glasba, ustvarjalnost, skupno delo, sočutnost, solidarnost, hvaležnost gradijo mostove med ljudmi. In ne nazadnje, mostovi, brvi in mostički povezujejo ljudi. Simbolično in čisto dobesedno predstavljajo nekaj, por čemer vodi pot čez globinske ovire. Včasih je to kulturna umetnost, kulturna raznolikost, drugič naš človeški karakter, tretjič pa le mogočna Sava, čez katero se bomo sprehodili danes. Dragi gostje, drage gostje, danes bo današnji večer najprej v tem trenutku posvečen vsem prejemnikom priznanj, ki vedno znova s svojim ustvarjalnim delovanjem povezujejo ljudi in naj nam današnji večer prinese moč, da sodelujemo pri gradnji mostov in ustvarjamo skupne spomine za naše zanamce. Spomenik. Takšen je naslov skladbe svežega albuma skupine Metal Steel, ki ga posvečajo danes predvsem nam in tudi sicer. Prosim še enkrat, pridite na oder in izvolite. Spomenik. Najlepša hvala najprej enkrat za podeljeno priznanje. Naj živijo Medvode in naj živi heavy metal.
za železno so zaveso, predano upirali se sivim oblastem. To so ljudje, ki verjeli so v svobodo, zapisano na spomenik je njihovo ime. Izklesane v kamen so besede, ki odmevajo iz roda v rod. Spomenik sem junakom, spomenik sem kronikom noči, spomenik svobodnjakom, spomenik za vedno naj stoji. Mi smo otroci pozabljenih vočakov, gradimo upanje, da bo na svetu mir. Mi smo rodovi, ki obujajo preteklost, bratje in sestre, ki se upiramo naprej. Izklesane v kamen so besede, ki odmevajo iz roda v rod. Spomenik sem junakom, spomenik sem kronikom noči, spomenik svobodnjakom, spomenik za vedno naj stoji. Hvala še enkrat in uživajte ob odprtju. Še enkrat hvala lepa vsem, čestitke prejemnikom priznanj in sedaj vabljeni vsi, da se z nami sprehodite do nove brvi, ki jo bomo danes ob plesu in glasbi z uporabo in sodelovanjem vseh nas tudi otvorili. Vabljeni, da se skupaj sprehodimo do nove brvi. Pridite. Najlepša hvala godbi Medvode za fanfare in še enkrat lepo pozdravljeni na tukajšnjem prizorišču ob sotočju Save in Sore ter na stičišču dveh bregov, ki ju danes z novo brvjo končno povezujemo. V odprtje nas bodo danes popeljali duo Kamikazete, Anja Bukovec in Inti Pucihar, Šercer brigade in tudi mladi kajakaši nekoliko kasneje. Najprej pa seveda besedo predajam županu. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani zbrani, še enkrat lepo zdrav vsem. Vesel sem, da lahko danes izkoristimo praznovanje občinskega praznika tudi za slavnostno odprtje brvi in kolesarske povezave, ki se vije po robu Pirniškega polja, vse tja do Medanske brvi in do sosednje mestne občine Ljubljana.
Zato, ko govorimo o okoljski ozaveščenju, če zmoremo in hočemo, moramo ta projekt pogledati tudi skozi oči drznih, a nujnih korakov, da kot skupnost med vodami naredimo vsaj delne spremembe v naši vsakodnevni rutini in navadah. Na tem mestu moram izkoristiti priložnost in se zahvaliti vsem, ki ste s svojimi aktivnostmi pripomogli, da smo danes lahko tu. Najprej gre zahvala moji odlični ekipi sodelavcev, na katere sem upravičeno ponosen, posebej ob takih večerih. Vaša ideja je meso postala. Takoj zatem zahvala občinskemu svetu, občine Medvode, ker je pogumno stopil v ta projekt in ga podprl s proračunom. Nato zahvala krajevni skupnosti Pirniče in vsem lastnikom zemljišč, kajti brez vas bi to vse ostalo le v glavah in ideja. Zahvala gre tudi projektantu prvi, dr. Jaku Zevniku, sodelavci iz podjetja Eleja in vodilnemu projektantu Luz, sodelavci. Hvala tudi glavnemu izvajalcu, podjetju V3, ki je skupaj z Garnolom in podjetjem MKE izdelalo brv. Podjetjema Javna razsvetljava, ki je poskrbelo za osvetlitev, ter podjetju Prangl, ki so poskrbeli, da je brv sedla na svoje mesto. Hvala tudi podjetju Lavako, ki je izvedlo celotno traso kolesarske povezave in biroju Veritas, posebej gospodu Gozelju, za nadzor. Posebna zahvala gre še podjetju Plinovodi, ki je pripravljeno na sodelovanje pomagalo v trenutkih, ko smo naleteli na nove izzive. In na koncu hvala naši upravni enoti Ljubljana, ki je včeraj popoldne izdala tudi uporabno dovoljenje. Projekt bi gotovo ne ugledal luči sveta, če ne bi bil izbran in potrjen ter seveda sofinanciran tako z evropskimi kot državnimi sredstvi. Preko 1 300 000 jih je bilo. Verjamemo, da bomo lahko tudi v širšem merilu ta projekt izpostavili kot referenčnega. Spoštovani zbrani, vesel sem, da lahko ob tej priložnosti tudi razkrijem uradno poimenovanje brvi za nami. Predlagali in izglasovali ste ga namreč občani sami. Prejeli smo preko 70 predlogov za ime in o 5 ste lahko tudi glasovali. Bo to Aljaževa brv, Medvoški lok, Mestna brv, Kolomet ali Verjanka. In največ, skoraj tretjino glasov, je prejel predlog za poimenovanje brvi Medvoški lok. Spoštovani, naj ta naša pridobitev služi večjim namenom. Naj bo objekt fizičnega povezovanja in zbliževanja poti med nami. Naj bo prostor srečevanja in povezovanja med ljudmi, med idejami in projekti z vseh bregov, z levega, desnega, z urbanega in ruralnega. In nazadnje, a more biti najprve, naj bo še en dokaz več, da se povsod, kjer je ideja in volja, vedno najde tudi pot. Pot, ki povezuje vse. V našem primeru torej vse, ki živimo pod tem medvoškim lokom, od Jakoba do Jakoba. Hvala.
Iskrene čestitke vsem nastopajočim, slišimo pa že tolkalce, Šarcer brigade z otroki prihajajo z desnega brega Save. Šarcer brigade prihajajo in skupaj z županom bodo otvorili novo brv in se prvič po bližnjici srečali s prijatelji z levega brega. Pospremimo jih z aplavzom, da prihajajo do naše brvi. Prav tako prosim župana, da pride bližje. A lahko povabim vse otroke, ki ste danes tukaj. Ta most je vaš in bo vaš. Pridite vsi pomagati. Pejte. Pridite, vsi otroci, pridite bližje. Še sklepno dejanje in čas je, da simboličnim dejanjem otvorimo to brv in dragi Medvodčani, prosim vas za pomoč, dajmo skupaj odštevati za prerez te brvi. Smo za? 3, 4 zdaj. 3, 2, 1. Tako, aplavz, in vaša nova brv Medvoški lok je otvorjena. Najlepša hvala za to, da ste z nami. Bodite pozorni, kajti čez nekaj trenutkov se bodo pod brvjo spustili tudi naši medvoški kajakaši. Če dobro gledate, jih boste tudi opazili. Prosim še za malo te čudovite ritmične glasbe in zaključimo današnji večer. Hvala lepa še enkrat, čestitke za vašo novo brv. Nasvidenje!